ura je odbila 3, bi rekli, in čas je za naše prvo srečanje, letošnje. Spoštovani evropski poslanec, gospod Franc Bogovič, spoštovane učiteljice in učitelji, drage dijakinje in dijaki, dobrodošli na letošnji prvi razpravi dijakov z evropskimi poslanci, če bi jaz odločal, na kateri se dijaki postavljate v vlogo odločevalcev in poslancem predstavljate svoje predloge ukrepov. Današnjo razpravo bomo začeli z enim tehničnim obvestilom, in sicer, da se naš pogovor snema, tako da prosila vas bom, da če nimate večjih zadržkov, vseeno pustite kamero prižgano. Za razpravo je lažje in boljše, če se vidimo, če vemo, kdo predstavlja, kdo komentira, tudi boljše neko osebno vzdušje imamo. Na žalost nismo v živo, tam veste, da vidimo obraze, vidimo razpoloženje in tudi neko vzdušje v prostoru, na žalost pa tukaj temu ni tako, tako da vsaj z kamerami ustvarjamo neko bolj domače vzdušje. Tako da bomo vsem hvaležni, ki boste pustili kamere prižgane. Mi pa začenjamo. V ciklu razprav tudi letos sodeluje vseh 8 evropskih poslancev iz Slovenije in na koncu tudi evropski komisar. Na vsaki razpravi bomo tako z enim izmed naših gostov obravnavali eno izmed aktualnih tematik, ki ste jih dijaki izglasovali kot pomembne in zanimive evropske tematike. Tako da danes se bomo pogovarjali o energetskih virih prihodnosti, z nami pa je evropski poslanec Franc Bogovič. Gospod Bogovič, še enkrat dobrodošli, najlepša hvala za sodelovanje, da ste si vzeli čas in da boste danes pokomentirali predloge dijakov na to izredno pomembno in aktualno tematiko, ki ne zaznamuje samo sedanjosti, ampak bo seveda pomembno vplivala tudi na prihodnje generacije. Tako da razpravo bomo pričeli z uvodnim moderiranim pogovorom, v katerem bova z evropskim poslancem naredila uvod v temo, nato pa gremo na osrednji del, torej na vaše predloge, dijaki. Tako da, gospod Bogovič, za začetek eno splošno vprašanje, da oriševa situacijo. Prehod na obnovljive in trajnostne energetske vire je seveda ključnega pomena za evropski zeleni dogovor in tudi cilj postati ogljično nevtralna celina do leta 2050. Kaj Evropska unija počne na področju zagotavljanja zanesljive oskrbe z energijo in kaj počne na področju razvoja trajnostnega energijskega sektorja? Lep pozdrav, Tjaša, tebi, vsem udeležencem našega pogovora, hvala za to priložnost, da podelim mnenje z vami in pa da dobimo tudi vaše ideje. Najprej vse dobro v tem letu, tu v Evropskem parlamentu smo ga pričeli na tak bolj žalosten način, tako da smo se takoj tudi od teh velikih tem spustili k običajnemu življenju, kajti zapustil nas je predsednik Evropskega parlamenta, ki je žal preko noči umrl in imamo malce takšno bolj žalostno stanje tu, vendar pa te teme, ki jih naslavljamo danes, so teme, ki nas bodo zaposlovale v naslednjih letih. Zdaj, Evropska unija je ena od tistih držav, ki je najprej zelo podprla in pomagala, da je prišlo do pariškega podnebnega sporazuma. V Green Dealu, zelenem dogovoru, smo si zastavili ta strateški pogled na to, na kakšnem planetu želimo živeti. Podnebna pravila so bila tista, s katerimi smo določili tiste letnice, -55% izpustov 2030, ogljično nevtralna družba 2050, v sprejemanju je taksonomija, ki določa, katere so stvari, katere tehnologije so tiste, ki bo tudi finančna industrija evropska, tako komercialna kot institucionalna, podprla. In v sprejemanju je velik paket Fit for 55, v lanskem letu je bil predstavljen, sedaj se v parlamentu že na veliko obravnava teh 12 uredb in ključni principi, ki so nek filruš teh vseh uredb, je to sledenje temu podnebnemu cilju, ki smo si ga pravila zastavili, ukinjanje, najprej zmanjševanje in ukinjanje fosilnih goriv, prehod na obnovljive in tudi na nizkoogljične vire, ki ne sodijo v kategorijo obnovljivih, zmanjšanje porabe energije na splošno, ena od ključnih uredb, in kot sem že dejal, 12 je teh uredb, s katerimi se dotikamo najrazličnejših področij
področji, od obnovljivih virov, energetske učinkovitosti, prometa, stavb, ladijski promet, letalski promet, ETS kuponi kot eno od orodij za doseganje tega cilja, tudi čezmejni mehanizmi pri toplogrednih plinih, socialno-podnebni sklad, področje kmetijstva, gozdarstva sta tudi dve uredbe, tako gozdarska strategija kot LULUCF uredba. Tako da cel paket je, znotraj katerega se ti cilji in pa te ambicije Evropske unije sedaj začenjajo uresničevati in pred nami je zahtevno obdobje. Francosko predsedstvo bo poskušalo ta poročila čim dlje pripeljati naprej, vendar pa verjamem, da bo še precej tudi pogajanj med različnimi članicami Evropske unije na tem področju. Najlepša hvala. Kako pa komentirate nedavni predlog Evropske komisije, da jedrsko energijo in plin vključi na seznam zelenih naložb? Najprej, da smo precizni, o čem govorimo. Evropska komisija predlaga, to je delegiran akt, se pravi, Evropska komisija naredi na nek način finančno uredbo, s katerimi določa tehnologije, ki dobijo ta status zelenih tehnologij. Prvi dokument takšen je bil izdan sredi lanskega leta, obravnava od obnovljivih virov energije do materialov, gradbenih in podobno. Je pa takrat komisija zavestno izpustila dve pomembni področji, to je področje jedrske energije in področje uporabe plina. Kot dveh tehnologij, ki sta te tehnologiji, ki ne sodita v obnovljive vire, hkrati pa po drugi strani omogočajo prehod v nizkoogljično družbo. Zato sta bili narejeni dve študiji, ki jih je naredil raziskovalni oddelek Evropske komisije, ugotavljal, kakšni so vplivi za jedrsko energijo tako v času obratovanja, kako je tudi situacija na področju odpadkov. V obeh študijah je bilo ugotovljeno, da jedrska energija ne vpliva negativno na okolje oziroma da so to obvladljiva tveganja. Zato je bila pričakovana ta uredba, se pravi ta delegirana akt taksonomije, v katerem je sedaj komisija zadnjega decembra uvrstila obe tehnologiji kot prehodni tehnologiji. Postopkovno bo sedaj še se sprejemajo predlogi, popravki na ta osnutek in v tej naslednji polovici leta se pričakuje tudi sprejem tega delegiranega akta. Sam osebno podpiram prehod in pa podporo prehoda v nizkoogljično družbo s pomočjo tako plina kot jedrske energije, ki sta stabilna vira, ki tudi takrat, ko se veter ustavi, ko ni sonca, omogočata stabilnost sistema in na nek način tudi predvsem jedrska energija nek vir, ki tudi ne prihaja iz teh najbolj rizičnih območij, kot so geopolitično rizičnih območij, kot so Bližnji vzhod in pa Rusija. Tako da z moje strani podpora temu delegiranemu aktu, je pa pričakovano, da je znotraj Evropske unije kar precejšnja delitev. 13 držav uporablja jedrsko energijo, to so tudi države, ki ta delegiran akt po večini podpirajo, so pa tudi velike nasprotnice na čelu z Avstrijo, Nemčijo, Španijo, Luksemburgom, ki tudi poskušajo izpodbiti to uredbo, zato bo tu še precej besedi izrečenih in pričakujem na koncu tudi glasovanje v Evropskem parlamentu o tem, ali se te tehnologije uvrstijo v seznam zelenih tehnologij ali ne. Hvala lepa. Tudi dijaki so za današnjo razpravo pripravili kar nekaj predlogov na temo jedrske energije, tako za kot proti, tako da je bil to le en super uvod tudi potem v njihove predloge. Jaz pa seveda ne morem mimo aktualnega stanja na področju cen energije, in sicer vemo, da smo v lanskem letu opazili občutno povišanje cen energije po Evropi, ki je seveda posledica tudi velike odvisnosti EU od uvoza energije. In me zanima, kako bi po vašem mnenju lahko dosegli energetsko neodvisnost in s tem povečali energetsko varnost Evropske unije? To je ključno vprašanje. Evropa je 50% odvisna od uvoza energije, se pravi polovico vse energije, ki jo po Evropski uniji porabimo, uvozimo. Kot sem že dejal, gre uvoz pri plinu in tudi pri nafti za uvoz iz politično zelo nestabilnih območij, s katerimi imamo tudi večkrat takšne konfliktne situacije ali pa nerešene probleme. Zato je ta odvisnost Evrope
velik problem. Mirno lahko rečemo, da sedaj, ko je vprašanje, kdaj bo dobil Severni tok dovoljenje za obratovanje, na drugi strani tudi špekulacija oziroma pritisk strani Rusije z zmanjšanimi dobavljenimi količinami plina v Evropo tako na to odločitev, hkrati pa tudi na pritisk na cene. Evropska unija je pričakala zimo z relativno nizkimi zalogami plina, potem pa še manjši priliv plina iz Rusije. Zato je to dejansko velik problem, ki ima za sabo tudi druge probleme, kot so povzročanje energetske revščine, kajti tudi o tem veliko govorimo pri paketu Fit for 55, kajti tako visoke cene energentov so zelo problematične. To je cilj Evropske unije, večja energetska neodvisnost, stavi se dosti na veliko povečanje obnovljivih virov, tako vetra, sonca, ki postajata vedno močnejša vira znotraj oskrbe z energijo v Evropi, in pa potem tudi vodik kot tisti, ki ga bi naj proizvajali s pomočjo elektrike iz obnovljivih virov, ki bi bil nek stabilni vir tudi za nove tehnologije oziroma za tovorni promet, za ladijski promet, za letalstvo industrijo, takrat, ko bodo fosilna goriva neprimerna za to uporabo industrijsko zaradi okoljskih ciljev. Tako da tu je ključen del te samooskrbe. Zagotovo je že prej omenjena jedrska energija ena izmed tistih, ki je relativno zagotavlja stabilnost pri oskrbi. Recimo za jedrsko elektrarno v Krškem z 2 kamionoma pripeljejo gorivo za 18 mesecev. Zato in tudi ta goriva običajno prihajajo iz bolj stabilnih območij, kot so Kanada, Amerika, Avstralija, in zato je na večjih koncih ta bitka za večjo energetsko suverenost, in tudi francosko predsedstvo, kot je predsednik Macron napovedal, bo dosti delalo na tej suverenosti Evropske unije in pa varnosti, kjer običajno obravnavamo 3 varnosti: vojaška, energetska in pa prehranska. Tako to je zelo pomembno področje in eden od ključnih ciljev celotnega paketa Fit for 55 je ta večja samooskrba z energijo v Evropi. Ja, zelo pomembno, in tudi dijaki boste danes nekaj predlogov tudi na tem področju predstavili. Preden pa gremo k vam in damo besedo vam, dijaki, pa še eno vprašanje z domačega terena, in sicer kako daleč smo v Sloveniji z uporabo obnovljivih virov energije v primerjavi z drugimi članicami Evropske unije, smo po vašem mnenju na pravi poti pri nas? Ja, mirno lahko rečem, da mislim, da smo v zelo velikem zaostanku, da bi lahko naredili dosti več. Kot v preteklosti sem bil 13 let župan Krškega, takrat smo recimo veliko delali na umestitvi verige hidroelektrarn na spodnji Savi, 4 od 5 so zgrajene, 5. Mokrice je naletela na nesoglasje okoljevarstvenikov in so sedaj postopki že par let v zamudi. Podobno pa se tudi dogaja pri umeščanju vetrne industrije v Slovenijo, kjer šali rečemo, da imamo to 1,5 vetrnico, ob zavedanju, da je dosti več potenciala, kar se tiče vetra, je omejen v Sloveniji, zagotovo pa ne tako minorno, kot imamo danes. Zagotovo tudi pri sončni energiji, ki se razširja in še veliko priložnosti, prav tako pa tudi geotermalni energiji, kakor tudi pri lesni biomasi kot gozdnata dežela, bi lahko dosti več naredili. Precej žalostno je gledati, da se kamioni lesa, ki so tudi namenjeni za energetski izkoristek, skoraj v koloni vozijo proti Italiji. Tako da mislim, da imamo velik zaostanek in tudi še veliko priložnosti na tem področju. Najlepša hvala. Dijaki pa ste tisti, ki nam boste zdajle v nadaljevanju povedali več o priložnostih tako za Slovenijo kot tudi na ravni celotne Evropske unije. Gospod Bogovič, najlepša hvala za ta uvodni del, da sva nekako orisala stanje tako doma, se pravi v Sloveniji, kot tudi v Evropski uniji, in naredila nek uvod v letošnje prve predloge. Pričenjamo z vašimi predlogi, dijaki, torej prva razprava, prvi letošnji predlogi, in se jih zelo veselimo. Poslali ste nam zelo raznolike predloge, obravnavate več različnih področij,
od obnovljivih virov energije do mobilnosti, tako da bo danes še zanimivo. Predloge nam je poslalo kar 20 šol danes, predstavljalo pa vas bo 9 šol. Vsaka seveda šola, veste, je pripravila kar nekaj predlogov, tako da predstavili boste vse, kar imate. Vse ostale predloge, ki pa danes ne bodo predstavljeni, pa bomo potem po koncu tudi poslali evropskemu poslancu, tako da noben od vaših predlogov ne bo spregledan. Preden gremo na predstavitve, bi se še rada zahvalila tudi tistim, ki ste danes z nami, pa ne predstavljate in niste poslali predlogov. Mislim, da vas danes sodeluje več kot 30 šol slovenskih, kar res priča tudi o tem, da se mladi zavedate pomena obravnave te teme, pomena iskanja novih rešitev, kar je res super in pohvalno, tako da hvala vsem res še enkrat, ki ste danes z nami. Zdaj, kako bo to naše srečanje potekalo, danes mogoče malo več navodil, glede na to, da ste nekateri letos z nami prvič in se prvič soočate s temi razpravami. Mi smo vas razdelili v 3 sklope, tako da boste v vsakem sklopu oziroma skupini po 3 šole predstavile svoje predloge, potem pa bomo dali besedo evropskemu poslancu, da vaše predloge pokomentira. Približno 5 minut bomo namenili za vsak sklop za komentar in potem naslednji sklop in spet komentar in tako naprej. Jaz vas bom poklicala k besedi in ko vas pokličem, si prižgete mikrofon, predstavite vaš predlog, potem pa mikrofon izklopite. Če boste imeli kakšno repliko, mi dajte to zapisati v chat, da imate repliko in vam bom potem dala besedo. Zaradi omejitve s časom bi rekla, da se dajmo dogovoriti, da imamo eno repliko na šolo, potem pa na koncu, če nam ostane čas, mogoče še odpremo debato na katero izmed tem ali pa predlogov, ki bi si ga vi želeli še posebej pokomentirati. Tako da to je to in če trenutno ni nobenih vprašanj, če jih imate, dajte mi jih zapisati tamle v pogovor, bo najlažje. Če pa ni vprašanj, pa predlagam, da začnemo z današnjimi predstavitvami. Prvo skupino sem oblikovala nekako na bazi tega, da ste vse šole izpostavile jedrsko energijo, tako da k prvi predstavitvi vabim Žigo iz 2. gimnazije Maribor, da predstavi vaš predlog. Žiga, izvoli. Dober dan, me slišite? Slišimo. Torej, danes vam bom z mojima sošolcema v bistvu še povedal nekaj o našem predlogu za energetski vir prihodnosti. Zaradi modernizacije sveta je energija postala vedno pomembnejša, potrebna je elektrifikacija domov, mest, pogonov, avtomobilov, letal in podobno. Kot eden izmed glavnih virov pridobivanja te energije so še vedno fosilna goriva, predvsem v prometu. Fosilna goriva imajo nestabilne cene in so omejena. Dolgotrajna uporaba le-teh lahko vodi do finančnih kriz ob njihovem pomanjkanju. Še večji je okoljski problem, saj se pri uporabi nafte in zemeljskega plina veča koncentracija CO2, kar povzroči globalno segrevanje ozračja, ki lahko vodi v dvig morske gladine. Zemeljski ledeniki se bodo topili veliko hitreje. Zaradi tega bodo območja v bližini vodnih teles, kot so obalna območja in rečni bregovi, verjetno potopljena pod vodo. Veliko odtokov, delт in gostih naseljenih mest bo zaprla voda. Suše in poplave se lahko pogosteje pojavljajo na več notranjih območjih z ekstremnimi vremenskimi razmerami. Posledice bi utrpela tudi mesta, ki ležijo v bližini morja. Vključno s tem, zaradi izgorevanja fosilnih goriv nastaja tudi kisli dež. Prav tako pa se kisajo naši oceani. Z kurjenjem surove nafte, premoga in plina spreminjamo osnovno kemijsko sestavo oceanov, ki postajajo bolj kisli. Naša morja absorbirajo kar četrtino vsega izpuščenega ogljika. Od začetka industrijske revolucije in našega izgorevanja fosilnih goriv je ocean postal za 30% bolj kisel. Zaradi teh dejstev je pomembno, da se preusmerimo k iskanju pravi čistih, obnovljivih energetskih virov. Pozdravljeni, se me sliši? Sliši. Torej, naš predlog, prvi predlog je bolj razširjena uporaba jedrskih elektrarn, saj te pridelajo velik delež energije in pridelajo tudi manj odpadkov. Že danes jedrske elektrarne prispevajo k pridobitvi približno 26% celotne energije znotraj Evropske unije.
V Sloveniji pa na primer elektrarna Krško pridela približno 40% vse energije, ki jo Slovenija potrebuje. Z uporabo jedrskih elektrarn bi se zmanjšala koncentracija ogljikovega dioksida po svetu, s katerim bi prispevali k zmanjševanju učinka tople grede. Jedrska smer je prav tako zanesljiv vir energije, saj ni odvisna od nikakršnih drugih dejavnikov ali razmer. Ta energija naj bi se uporabljala za večje industrijske obrate in potrebe večjih mest. Zavedamo se, da bi se z uporabo jedrskih elektrarn povečala količina jedrskih odpadkov, ki so težko razgradljivi, vendar so ti odpadki majhni in dobro zavarovani. Prav tako pa je teh odpadkov še vedno manj kot tistih, ki nastavajo z izgorevanjem fosilnih goriv. Z uporabo jedrske energije se že zdaj vsako leto zmanjša več kot 555 milijonov metričnih ton emisij. To zmanjšanje toplogrednih plinov je odličen pokazatelj, kako lahko s prehodom na jedrsko energijo dolgoročno zmanjšamo vpliv na globalne podnebne spremembe. Naš drugi predlog je bilo, da bi na podeželju in suburbanih območjih, kjer prevladujejo hiše, spodbujali namestitev in uporabo sončnih celic. Tudi ta vrsta energije ne proizvaja ogljikovega dioksida, ki je trenutno naš največji okoljski problem. Prebivalstvo Aleksander, mislim, da smo te izgubili. postavlja svoje probleme, saj so te celice zgrajene iz redkih kovin, kar nam že ime pove, da jih ni dosti oziroma da jih primanjkuje. Ko bi ljudje začeli množično kupovati sončne celice, bi se povečal tudi delež ljudi, ki se odločajo za nakup električnega avtomobila, saj bi preskrbljeni z gorivom, kar bi dodatno pripomoglo izpuščanju manjših škodljivih plinov v ozračje. In to je to, kar smo imeli. Hvala. Najlepša hvala, Žiga, Marko in Aleksander, za vaše predloge z področja predvsem jedrske energije in pa sončne energije. Naslednjega k predstavitvi vabim Ožbeja iz Gimnazije in Kemijske šole Ruše, da predstaviš vaš predlog. Vas bi pa prosila v prihodnje, da ko predstavljate, prižgete kamero, lepo prosim, toliko, da vidimo, kdo predstavlja in da nam je mičkeno lažje slediti. Hvala. Ožbej, izvoli. Iz Gimnazije in Srednje šole za kemijo in farmacijo Ruše. Najprej bi rekel, da so energetski viri v prihodnosti in predvsem čisti energetski viri v prihodnosti zelo pomembna tema, ena najbolj perečih aktualnih tem, problematik v celotnem svetu, zato smo zelo veseli, da lahko svoje predloge predstavimo. In ker je zelo pomembno, najpomembnejše, da se spreobrnitev na zelene vire pridobivanja energije, da se spreobrnitev zgodi takoj, je najhitreje in imamo tudi poudarek na tem, da se to zgodi na regionalnem nivoju. Ker se regije med sabo razlikujejo, se zato razlikuje tudi način pridobivanja energije. In tukaj imam tudi en primer dobre prakse iz malega mesta Büsing v Avstriji, kjer je celotna regija zelo pogozdena. Ogrevali so se na kurilno olje, premog, torej fosilna goriva, ki vemo, kaj pomenijo za naše okolje. In tam se je celotna regija zaradi velike površine gozdov spreobrnila na zeleno pridobivanje energije, torej na lesno biomaso. Mislim, in tudi moji sošolci mislijo tako, da bi bilo to primerno tudi v Sloveniji, zaradi tega, ker imamo velike površine gozdov. Smo mnenja, da se ni pametno zanašati le na en način pridobivanja energije, ker se tako se neke regije med sabo razlikujejo. Bile so omenjene vetrne elektrarne. Menim, da v Sloveniji nimamo veliko območij, kjer so vetrne elektrarne primerne, zaradi tega, ker nimamo stalnih vetrov, pa tudi burja na Primorskem je velikokrat premočna za vetrnice. Če se vetrnic prenakopiči, so zelo velike in se čez čas obrabijo, bi prišlo do problema z tem skladiščenjem in kam te odpadle vetrnice dati. Enako bi se ustavil pri električnih avtih, ki jih imamo za zelo zelene.
Mogoče se pa mi s tem ne strinjamo popolnoma, zaradi tudi odpadkov, kot so te baterije. Pač to bo nekam na dolgi rok bomo to mogli dati in če se bo tega preveč nakopičilo, ni najbolj zeleno. V Sloveniji imamo že omenjeno tudi dovolj ur sončnega obsevanja, kar pomeni, da je Slovenija primerna za postavitev za več sončnih elektrarn. To velja tudi, če grem na evropski nivo za celotno Sredozemlje. V Sloveniji bilo je omenjena jedrska energija. Bo to še ne samo na evropski ravni, ker je veliko dialoga na tem primeru torej jedrskih elektrarn. Tega bo še veliko v Sloveniji, ker se življenjska doba jedrske elektrarne Krško izteka. Menim, da bi bilo to količino energije, ki nam jo zagotavlja jedrska energija, najlažje zagotoviti z ponovno zgraditvijo jedrske elektrarne, ker je dokaj čista in nudi neko pot v nizkoogljično družbo. Potem pa, če grem še na evropski nivo, menim, da je Južna Evropa, kot že omenjeno, primerna za pridobivanje vetrne in sončne energije. Zahodna Evropa zaradi velikega plimovanja morja je primerna za pridobivanje energije na valovanje in plimovanje. Severna Evropa pa zaradi primernega režima rek primerna za pridobivanje hidroenergije. Hvala. Najlepša hvala, Ožbej, hvala za vaše predloge. Izpostavili ste, se pravi, iskanje regionalnih rešitev in diverzifikacijo virov energije, sončno energijo, jedrske elektrarne, hidroenergijo, biomaso. Tako da hvala lepa za raznolike predloge, Ožbej. Kot tretja v tej naši prvi skupini pa bo predloge predstavila Gimnazija Ptuj in sicer jo danes zastopa Nino, tako da Nino, izvoli, te vabim k besedi. Pozdravljeni, hvala za besedo, sem Nino Šego iz Gimnazije Ptuj. Torej, zadnje čase govorimo o tranziciji na zeleno energijo, ki pa je z današnjo tehnologijo brez jedrske energije praktično nemogoča. V Nemčiji so začeli izključevati jedrske elektrarne in so posledično bili prisiljeni k kompenziranju s kapacitetami termoelektrarn, kar je še povečalo ogljikove izpuste. Kot novo in zanimivo tehnologijo na področju jedrske energije pa lahko izpostavim reaktorje, ki za gorivo porabljajo jedrske odpadke. Kot drugo pa tudi verjamem, da je nujno potrebno zagotoviti druge zelene vire električne energije, na primer z vetrno energijo in pa s sončno energijo. Torej, da povzamem naše predloge. Menimo, da je izključevanje jedrskih elektrarn, da to ni pravi korak za zeleno tranzicijo in da se treba obračati k drugim zelenim virom električne energije in da je potrebno raziskati pridobivanje električne energije iz jedrskih odpadkov. Hvala. Najlepša hvala, Nino, in ostalim iz Gimnazije Ptuj, ki ste pripravili ta predlog, fokusiran na jedrsko energijo. Tako da mi smo zaključili predstavitve v tem prvem sklopu in vam predajam besedo, gospod poslanec, da pokomentirate, kaj so dijaki pripravili. Ja, super, hvala za odlične predloge, katerih ta rdeča nit dejansko je bila jedrska energija, je pa še kar par drugih stvari zraven. Zdaj, najprej mirno rečem, da vsi zdaj smo že v uvodu slišali od Žige, da pač podnebne spremembe imajo za posledico pač te pojave oziroma izpusti, CO2+ izpusti imajo za posledico podnebne spremembe. Več kot ugotovljeno je, da je človek tisti, ki to povzroča in zato dejansko cilj zmanjševanja teh rabe fosilnih goriv. Kar je bilo isto omenjeno, je ob tem, da se generalno z večjo energetsko učinkovitostjo želi priti do tega, da bi se raba energije zmanjševala, bo povečanje rabe električne energije, se pravi elektrifikacija in električna energija kot vir se pričakuje do 2050, da se bo povečal za 50%. In tu je potem ta želja ihta potem, da se te vire
vire povečuje in potem po kateri poti naprej. To, kar je bilo izpostavljeno tudi pri vseh teh predstavitvah, je neka rdeča nit in eno pravilo, ki sem se ga naučil že zdavnaj, ko sem bil tudi župan Krškega in sem obiskoval številna evropska mesta, kjer imajo jedrske objekte. Bil sem podpredsednik Evropskega združenja občin z jedrskimi objekti, da ne smemo nikoli pristati v energetiki na princip ali, ampak na princip in. To pomeni, da se, ne vem, ni tu zdaj vprašanje vetrna energija vizavi sončne ali pa jedrske, ampak je treba smiselno narediti tako imenovan energetski miks. Zdaj, fosilna goriva so obsojena na to, da bodo iz tega miksa hitreje ali počasneje izključena zaradi svojega vpliva na okolje. Med ostalimi viri pa treba iskati prednosti in slabosti vsakega od teh virov. Če ima vetrna energija, ki je zelo v porastu do zadnjih in je zdaj presegla že, mislim, na 13-14% v Evropi, ima lahko problem, da se kdaj tudi količina vetra ustavi in kar nekajkrat se je zgodilo, da je do januarja, februarja v Evropi zelo malo sonca, pa tudi mirno vreme, ko je vetrna industrija bila pač v manjši proizvodnji. Zato so ti viri, kot je jedrska energija, zelo dopolnilni, komplementarni tej tehnologiji in tudi sam prisegam na ta miks na nek način, kjer bo v ospredju povečevanje obnovljivih virov, za stabilnost pa tudi za cenovnost, stabilnost oskrbe in cenovno stabilnost pa zelo pomagajo takšni viri, kot so jedrska energija. In se strinjam, sem spremljal v Nemčiji ta izhod iz jedrske energije, ki se je začel čisto politično tam v letih 2001, 2003 in enostavno resnica je ta, da je v Nemčiji bilo zelo veliko inštaliranih termoelektrarn in še danes je, če merimo izpuste CO2 na 1 megavatno uro ali pa na kilovatno uro, je v Nemčiji recimo okoli 380 gramov, v Sloveniji pa tam 210-220, se pravi, da imajo Nemci še marsikaj za postoriti, da bodo imeli podobno energijo kot pri nas, in tako da tukaj je velikokrat kar nekaj teh podatkov malce skritih. Pri jedrski energiji je bilo omenjeno tudi izkoriščanje iz odpadkov. Sam sem imel priložnost biti v La Hagu, to je v Franciji, v Normandiji proti Atlantskemu oceanu, kjer je obrat, ki proizvaja nove gorilne elemente z recikliranjem starih iztrošnih gorilnih elementov. V enem ciklu se porabi približno 5% energije iz urana in v Franciji je obrat, kjer se ti odpadki dodatno plemenitijo in potem grejo ponovno cikl. In to je tudi eden od razlogov, zakaj jedrska industrija ne hiti s tem, da bi iztrošeno jedrsko gorivo potisnilo nekam globoko pod zemljo, ampak je tudi poskus razvoja tehnologij, da bi se čim bolj ta reciklaža naredila in bi z obstoječim že iztrošenim jedrskim gorivom, ki ga bi v ciklusu lahko nekajkrat zavrteli, imeli neko zalogo energije praktično že danes na teh evropskih tleh. Pri tem je bil omenjen tudi en pomemben aspekt tega pravila, da je potrebno upoštevati vpliv na okolje v celotnem življenjskem ciklu. In resnici na ljubo je še pri baterijah, pri vetrnicah kar nekaj neznank, tako z vidika trajnosti glede surovin za te komponente, predvsem za baterije, in na drugi strani, kaj bo v celotnem ciklu ob razgradnji teh elementov. Zato se strinjam s Tomom, ki je bil tu podan, ki ni nek navijaški, kaže na diverzifikacijo virov, na to tako imenovano tehnološko nevtralnost, in resnici na ljubo je treba povedati to, da danes najbrž mi še resnično ne poznamo vseh tehnologij oziroma niso še dodelane do komercialne ravni, s katerimi bomo to nizkoogljično družbo dosegli, se pa zato dosti vlaga potem tudi v raziskave in inovacije v okviru Evropske unije, in da pustimo to polje, s čim bomo dosegli to energetsko nevtralnost, odprto, in da znanost in pa raziskave, inovacije na tem področju naredijo napredek. Toliko mogoče za prvi komentar.
Hvala lepa za komentar in super uvod v naslednjo skupino, ki je prav tako razmišljala o diverzifikaciji in kombiniranju različnih virov energije in tudi o spodbudah za inovacije in tehnološki napredek na tem področju. Tako da k prvi predstavitvi v našem drugem sklopu vabim Klemna iz Biotehniške šole Šempeter pri Gorici. Klemen, izvoli. Lepo pozdravljeni, moje ime je Klemen Cej in predstavljam Biotehniško šolo Šempeter pri Gorici. Sem naravovarstveni tehnik v 3. letniku in vam bom predstavil našo idejo o, kateri so in kateri bodo ključni viri energije, s katerimi bomo zadovoljevali svoje potrebe in pri tem mislili tudi na zdravo okolje. Ustavimo se pri pomenu energije, ki je ključna za človeka oziroma za celoten svet. Energija, ki poganja celoten svet, od katere smo postali tako zelo odvisni in pohlepni, hlastamo po njej. Sedaj ta pohlep maje naš obstoj. Viri energije, od katerih smo tako zelo odvisni, zmanjkujejo. Zavedati smo se začeli, da uničujemo okolje, ekosisteme, vodo, zrak in vse to zaradi našega lastnega udobja in ugodja. In še več. Zelo malo smo pripravljeni narediti, da iz te cone udobja izstopimo. Izstopimo naproti naravi in na lasten obstoj. Tukaj so naše razmišljanja. Voda je trenutno najpomembnejši obnovljivi vir energije. 21,6% vse električne energije na svetu je proizvodeno z izkoriščanjem energije vode. Ta odstotek v Sloveniji je približno tretjina, tudi trajnostna doba hidroelektrarn je velika. Hidroelektrarne so energetsko najuničljivejše od 90 do 97%. Vendar je tu tudi negativna plat. Zgradnja hidroelektrarn predstavlja velik poseg v okolje in tudi rek, na katerih lahko zgradimo elektrarno, ni v izoblju oziroma so že izkoriščene. Kot alternativni vir v povezavi z vodo vidimo notranjo energijo morja, energijo morskih valov. Sončna energija velja za čisto in obnovljivo. Postala je najhitreje rastoč vir energije na svetu. Zemlja v določenem trenutku zadane približno 173.000 teravatov sončne energije. Več kot 10.000-krat, kot je svetovna potreba po energiji. Kljub temu, da je sončna energija učinkovita le največ 30 do 36%, vidimo potencial v spodbujanju inovacije v kvantni fiziki in nanotehnologiji, ki bi potencialno povečale kakovost in učinkovitost sončnih kolektorjev in tako povečali moč solarne energije. Sončni vir kot vir prihodnosti pa vidimo v sončni energiji, shranjeni v oceanih, ki znaša približno 150-krat več, kot je celotna energija, ki jo Zemlja sprejme od Sonca v enem letu. Vetrna energija kot brezogljični vir energije je učinkovita le 25 do 45%. Njeno bolj razširjeno uporabo pri nas ovirajo predvsem težave z umeščanjem v prostor. Poleg tega v Sloveniji povprečne hitrosti vetra le na redkih območjih presegajo hitrost od 3 do 5 metrov na sekundo, kar je minimalna začetna hitrost vetra, potrebna za obratovanje vetrnih elektrarn. Pa še ena malo bolj odštekana, vendar realna predlog. Če bi mi odločali, bi subvencije za donosne energetske naložbe namenili tudi fitness študijam, kateri bi svoje fitness naprave povezali v električno omrežje. Športnik bi med upravljanjem telovadbe poganjal naprave, s tem proizvajal električno energijo, s katero bi napajal stavbo z energijo. Posledično bi skrbeli za svoje zdravje, zdravo prehrano, bil zaveščen glede na zdrave pridelave hrane in tako skrbel za zeleni planet. Zaključujem z mislijo Nikole Tesle. Živimo v svetu, ki ga lahko upravljamo. Ne smemo ga pa izrabljati in uničevati za neki višji cilj. Če ne veste, kako naprej, opazujmo naravo. Dala vam bo jasne odgovore in navdih. Hvala za poslušanje. Hvala lepa, Klemen, za predloge, ki ste jih pripravili in tudi za en super inovativen predlog. Mi pa gremo naprej. Naslednji predlog bodo predstavljali Alen, Gal in Matic iz Gimnazije Celje Center, tako da vabljeni k predstavitvi. Me slišite? Slišimo. V redu, torej trenutno je Evropa močno odvisna od proizvodnje električne energije, pridobljene z neobnovljivimi in za podnebje viri. Vse električne energije za zemeljski plin 20%.
obnovljivi viri pa predstavljajo 10% vse proizvedene energije v Evropi. Po nekaterih načrtih naj bi v Evropski uniji do leta 2035 prepovedala Naj bi se v Evropski uniji do leta 2035 prepovedala promet vozil z motorjem na notranje izgrevanje, kar pa bi predstavljalo dominacijo v električnih vozilih, s tem bi se pa tudi povečala potreba po energiji sami. Če želimo v prihodnosti ohraniti nek življenjski standard, bomo kljub napredku pri učinkovitosti izrabe energije potrebovali nadomestne vire energije. Zaradi takšne izgube in povečanega povpraševanja po energiji bo Evropska unija morala močno povečati proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov, kot so voda, veter, sonce in geotermalna energija. Kljub temu pa to nikakor ne bo dovolj, s tem, da bi dodatno težavo povzročili tudi posegi v okolje, reciklaža, nevarni odpadki ter visoki stroški za vzdrževanje in pa nezanesljivost oziroma nestalnost teh virov. Pri iskanju alternativ bo vsaka izmed držav Evropske unije je v bistvu vsaka država v drugačnem položaju. Za primer Slovenije, mi imamo velik potencial v geotermalni energiji in pa ne izkoriščamo sončne in pa vetrne energije. Kljub temu pa smo vsaj mi prepričani, da Slovenija sama za zdaj v naslednjih 10 letih ni dovolj stabilna, da bi se lahko odpovedali jedrski energiji, ki je v bistvu zelo koncentrirana in ves čas na voljo, stroški pa niso relativno visoki glede na pridelano energijo. Do cilja, ki smo ga postavili, bi prišli s tem, da bi elektrarne, ki še kar izkoriščajo neobnovljive vire za proizvodnjo energije, morale plačevati davek na ogljik, kot ga že. Uporabo obnovljivih virov za proizvodnjo energije bi nagrajevali tako, da bi spodbujali tehnološki razvoj njihove proizvodnje in njihovo uporabo, hkrati pa bi omogočili, da v prehodnem obdobju vsaj nekih 20 let Unija ne bi ovirala oziroma kaznovala držav, ki zaradi pomanjkanja možnosti obnovljivih virov bi še kar uporabljale jedrsko energijo za to, da bi obdržale svoje energetske standarde. Evropska unija sama bi lahko tudi subvencionirala in investirala v podjetja, ki bi zagotavljala manjšo porabo energije v gospodinjstvu, ter podjetja, ki razvijajo ali izvajajo projekte, ki so lahko revolucionarni v okviru energetike. Primer tega je projekt fuzijskega reaktorja ITER in pa razni projekti vodikovih motorjev v osebnih vozilih. Hvala za vaš čas. Najlepša hvala, Alen, za predstavitev vašega predloga, ki vključuje raznolike vire energije, od geotermalne do jedrske, in pa, da ste naslovili tudi subvencije in investicije. Super. Gremo na naš zadnji predlog v tej drugi skupini. Predstavila ga bo Lana iz Gimnazije Slovenske Konjice. Lana, izvoli. Bravo, sem Lana in prihajam iz Gimnazije Slovenske Konjice. Kot nam je že vsem jasno, so zaloge primarnih naravnih virov na Zemlji omejene. Pri sedanji rabi energije in uporabah trenutnih tehnologij pretvarjanja primarne energije v energijo, primerno za porabo, pa bomo zalogo primarnih virov, ki jih mogoče gospodarsko izkoriščati, kmalu porabili. Uporaba fosilnih goriv nam ne omogoča trajnostne in okoljsko vzdržne energetske prihodnosti. Probleme, povezane s primanjkovanjem primarnih virov, pa bi lahko rešili v dveh smerih. Po eni strani je podprt razvoj in intenzivnejša uporaba jedrske energije, po drugi strani pa naj bi se posvetili obnovljivim virom energije, torej energiji sonca, vode in vetra, pa tudi geotermalni energiji in plimovanju morja. Torej, ali bi zdajšnje vire uporabljali čim bolj pametno in varčno in hkrati razvili nove načine pridobivanja energije, ali pa bi poiskali nove vire energije in načine za njihovo izkoriščanje v prihodnosti. Ker se pa poraba energije iz dneva v dan veča, mislim, da bi bilo varčevanje in pametno izrabljanje energije zelo težko oziroma skoraj neizvedljivo. Lahko pa bi regulirali potrošnjo primarnih virov, in sicer na več načinov, na primer s celotno elektrifikacijo prometa, uvedbo strožjih zakonov za industrijo in doslednejšim in učinkovitejšim nadziranjem porabe električnih naprav. Po mojem mnenju pa v prihodnosti človeštva ključna izraba energije, predvsem sonca, vode in pa vetra. Hvala. Najlepša hvala, Lana, za super predlog. Mi imamo 3 predloge, tako da, gospod Bogovič, vam predajamo besedo za komentar. Izvolite. Najlepša hvala za zelo kreativne, tudi inovativne
uporabljena beseda odštekane predloge, ki jih vedno rabimo, kajti mislim, da bo treba že kar nekaj odštekanih predlogov, da bomo vse to dosegli, kar imamo za cilj. Če poskušam pokomentirati pri čestitke Aljažu za študiozen pristop in za zelo dobre predloge, tudi ugotovitve, s katerimi nimam kaj drugega, kot da se strinjam. Pri hidroelektrarni, ker prihaja iz primorskega konca, je resnično še ena možnost, ki jo recimo hidroelektrarna Ovče v Sloveniji izkorišča, to so te tako imenovane črpalne hidroelektrarne, ko v bistvu takrat, ko je elektrike preveč, z rabo elektrike s črpalko dvignemo vodo višje in jo potem v veliki večji moči uporabimo takrat, ko se spusti iz hribov in enostavno imamo nek način rezervo energije, kar je pri električni energiji najtežje narediti in voda je tista, ki da to dinamiko in enostavno omogoča tudi to. Kar se tiče morskih valov, nekega posebnega preboja še tu ni narejenega, ve se, da je pri plimi in oseki so znane rešitve, pri valovih pa vsi vemo, da gre za ogromno energijo in moram reči, da nekaj posebej se, vsaj kolikor je meni znano, ne vlaga v te raziskave, dosti več se stavi na vodik, je pa to zagotovo še en zelo velik izziv. Pri sončnih panelih je bilo omenjeno, da se vlaga in v ta povečanje izkoristka sonca in tu so bili veliki napredki tudi z novimi tehnologijami. Vemo, da se je cena električne energije na megavatno uro pri električnih sončnih panelih iz tam 350-400 evrov na začetku zdaj spustilo na tam izhod 100 evrov, proti 60 evrov že nekje gredo, odvisno kako so dragi ti paneli, tako da gre v bistvu za napredek v tehnologijah, večjo proizvodnjo in tu je še zagotovo ena od stvari, ki bo še se tudi v prihodnosti nadaljevala in bo imela možnosti pri električni energiji ali pa biomasa je, ne smemo pozabiti, velik pomen izkoristka biomase tudi za ogrevanje stanovanj. Stanovanja so največji porabnik, stanovanjske stavbe, največji porabnik energije, 40% od vseh porabe energije je ravno v stanovanjih in tu gre tudi za odpravljanje te tako imenovane energetske revščine, kajti marsikje imajo danes z drvami, če so gozdovi v lasti, tudi možnost, da si pocenijo te stroške in biomasa je ob proizvodnji elektrike, toplote ali kakšnih teh kaskadni rabi zelo uporabljena tudi na domovih. Glede tega odštekanja predloga bi sam to rekel, upam, da bo čim več Pogačarjev, Rogličev, da bo konstantna moč 400 vatov, pol bo energije kar veliko. Bojim pa se, da je COVID kriza zmanjšala moč nam vsem skupaj, tako da je pa zagotovo izkoristek, to poznamo na letališčih, ko si marsikdaj polnimo te baterije, telefone ravno na teh napravah, ki že to počno. Kar se tiče naprej predlogov, ki so prišli iz Celja, mogoče samo malce pri številkah, zdaj pri obnovljivih virov električne energije iz obnovljivih virov, podatki za leto 2019 so, da je bilo približno 30% vse električne energije, vetrna energija je prvič presegla hidro, se pravi tam 13% je iz vetrne industrije energije, 12 in še nekaj iz hidro in pa 4,5 iz sonca. Je pa zanimiva rast, koliko se povečuje in je recimo vetrna energija je iz 10 letih iz 4,5% vse električne energije je bilo vetrne leta 2009, narasla na 13, se pravi trikrat več je bilo v 10 letih v sistemu. Pri soncu je pa, kjer so sicer procenti nižje, je pa iz 0,5% leta 2009 narasla na 4,5%. Se pravi, da je to zelo velika rast
Je pa res tudi to, da v tem Fit for 55 paketu, kjer se dosti stavi na povečanje vetrne in sončne energije, bi morali ta dva vira povečati še za 4 do 5-krat, kar pomeni tudi z prostorskega vidika kar precejšnji izziv rabe prostora in pa vseh teh virov, tako da so to zanimivi podatki in v tem je zagotovo še veliko priložnosti, so pa tudi omejitve pa pri kakšnih prenosih energije. Za Nemčijo je značilno, da je recimo največ vetrne energije proizvedene v Severnem morju, kjer so ti, že danes omenjeni, konstantni vetrovi okoli 5 metrov na sekundo, ki so optimalni za izkoriščanje. Nesreča pa je v Nemčiji to, da pa je največ porabe pa na jugu, Bavarska, Baden-Württemberg, v industrijski regiji in so problemi z postavitvijo daljnovodov za transmisijo te energije. Tako da v tem delu je zagotovo veliko teh predlogov. Jedrska energija je bila še enkrat omenjena, smo že prej, mislim, da je kar dosti pokomentirali, da ni potrebno še več. Je pa pri predlogih iz Celja bilo govora tudi o teh davkih na ogljik. Danes mi vemo, da je po tem sistemu emisijskih kuponov približno 40% izpustov, ki jih je ustvarjenih v Evropi, obremenjeno z emisijskimi kuponi, energetika, cementarne, papirna industrija in podobno. V tem novem paketu je cilj, da se to poveča, da bi blizu 90% vseh emisij bilo taksiranih z emisijskimi kuponi. To pomeni, da je prišlo uštev tudi naše ogrevanje stanovanj, če je bilo to bodisi iz plina, iz nafte, ali pa tudi prevozna sredstva, se pravi dizel gorivo, bencin, da bi imel nove davščine. Tako da tu notri gre za neko igro, ki je včasih v tržni ekonomiji se najbolj jo ne priznava, vendar pa pri prehodu v nizkoogljično družbo se zelo uporablja ta davki in pa subvencije. Se pravi subvencije na obnovljive vire, davki na fosilna goriva. Je pa to z veliko mero občutka bo treba ravnati, da ne bodo te davščine preveč posegle v naše denarnice in ustvarjali energetsko revščino. Je pa treba povedati, da pa je predvideno, da bodo ravno prihodki iz teh emisijskih kuponov, ki gredo na raven 1000 milijard na leto, gre za 100 slovenskih proračunov, skoraj o zelo velikem denarju govorimo, kjer pa so pa to viri za po eni strani investicije v nove vire, v modernizacijo industrije, hkrati pa tudi je ideja zdaj ustanovitvi tako imenovanega okoljsko-socialnega sklada, kjer se poskuša poskrbeti tudi za tiste, ki bi prizadela energetska revščina. V raziskavah je še zelo veliko poudarka, kot sem že omenil, vodiku. Tudi evropski gigant, pa recimo pri tovornjakih, kot sta Mercedes iz Nemčije in pa Volvo iz Nizozemske, imata svoje skupno podjetje Joint Venture, kjer ravno to razvijajo vodik. Dileme še vedno, ali bo to utekočinjen vodik, ali bo to plin, potem v tekočem stanju ali plinskem stanju, potem potreba po infrastrukturi, kako se ta plin tudi transportira in podobno. Je pa ideja tudi, da poenostaviš recimo transport vodika iz Severnega morja na jug Nemčije, če ga bi z pomočjo elektrolize ustvaril iz elektrike, ki je ustvarjena tam, kjer ni daljnovodov, kot sem že prej omenil. Tako da gre za celo vrsto izzivov in samo mimogrede v Evropskem parlamentu imamo tudi nek vozni park, ki je na razpolago nam poslancem in tam se že lahko vozimo z Mercedesom, ki je pogonsko, ima dva agregata, se pravi, oziroma dva vira, električni, baterija in pa vodik, in se že v bistvu tudi v praksi testirajo zadeve. Pri lani so bili predlogi s plimovanjem, kot sem že rekel, to je v uporabi, se že izrablja in to je eno od večjih virov tam, kjer je visoka plima, kjer imamo v Evropi področja z temi visokimi plimovanji. Več jedrske energije je bilo zopet omenjene, obnovljivi viri in pa varčevanje z energijo. Mislim, da mogoče tudi danes premalo poudarjamo, kako je cilj zmanjšati porabo energije. Ta rast energije, kot sem že prej omenil, bi se ne zaustavila, šlo v smer zmanjševanja.
več v strukturi električne energije, vendar pa skupni masi manj. In to se da narediti enostavno z temi učinkovitejšimi, če hočete, energetsko učinkovitejšimi objekti. Javni sektor je tu prvi, ki bi se ne obnavljal, bo obnavljal se stopnjo 3% na leto vsega javnih objektov, bi ne v prihodnje se letno obnovili in bi se tam izboljševalo. Vemo vsi, da se stimulira tudi v privatnih domovih to varčevanje in prav tako se zelo dosti dela pri vseh teh energetske učinkovitosti, tako prevoznih sredstev kot gospodinjskih naprav, aparatov, ki so tudi zelo veliki porabniki in poznamo te oznake, za kateri razred kaj sodi. To so pomembna področja, s katerimi se ukvarjam. Hvala lepa, da ne bo predolg. Super, hvala za komentar. Imamo še nekaj časa, tako da ni problema. Gremo pa na našo tretjo, zadnjo skupino, zato nič manj pomembno. Še naši trije predlogi današnji. Prvemu dam besedo Urhu iz Srednje poklicne in strokovne šole Zreče, da predstaviš vaš predlog. Izvoli. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Če bi jaz odločal, bi se zavzemal za uvedbo vodika kot energenta. Potrebno bi bilo postaviti infrastrukturo, podobno kot je danes že na bencinskih črpalkah. Tehnologija za uporabo vodika v vozilih že obstaja in vprašanje, ki bi ga zastavil poslancu, je, če ima Evropska unija že v načrtu uporabo te vrste tehnologije ali bodo vztrajali na uporabi elektrike, za katero vemo, od kod jo dobivamo. Del od fosilnih goriv in ta energija je umazana. Nadalje bi predlagal postavitev več hidroelektrarn namesto termoelektrarn, kjer je to le možno. Na primer, po neposeljenih hribovjih in planjavah bi postavil vetrne elektrarne. Poiskal bi možnosti financiranja oziroma podpore raziskave o bolj varčnih ter naravi prijaznih energetskih virih. Podprl bi financiranje in tudi izdelovanje elektrarn, podobnih vetrnim, le da te ne bi bile toliko odvisne od vremena, in raziskal možnost izdelave vetrnih elektrarn, ki imajo daljšo življenjsko dobo. Po prenehanju pa bi morali le-te ponovno uporabiti in ne zakopati v zemljo, kot to počnejo nekatere države. Za delavce elektrarn bi večkrat pripravili kakšno informiranje in izobraževanje o protokolih ob nesrečah. Po zgledu Francije bi postavil nuklearne elektrarne, ki ne povzročajo velikega onesnaževanja. Spodbujal bi privatno proizvodnjo obnovljivih virov, nekatere vire bi lahko ponovno uporabili v drugih elektrarnah. Po obali pa bi postavil elektrarne na plin in oseko. Posebna sredstva bi namenil in spodbujanje za raziskave in uporabo elektrarn na odpadna olja. Hvala za besedo. Najlepša hvala, Urh, za raznolike predloge in predloge kombiniranja različnih virov energije. Izpostavil si tudi vodik in o vodiku so razmišljali tudi na Strojni šoli Ptuj, tako da k predstavitvi vabim Liona. Izvoli. Pozdravljeni, se sliši? Slišimo. Naša ekipa meni, da bi se morala Evropska unija namesto na elektrifikacijo evropske mobilnosti osredotočiti na tehnologije e-goriv, ki dobijo mnogo premalo pozornosti, so pa zelo učinkovita. Če bi e-goriva postala vsakdanja stvar, ne bi bilo potrebno graditi nove infrastrukture. Tudi vozila z motorji na notranje izgorevanje bi delovala z e-gorivi, kar pomeni, da teh vozil ne bi bilo potrebno zamenjati, kar je odlično za okolje in za navadnega potrošnika. Ta vozila bi bila ogljično nevtralna. E-goriv ne smemo zamenjati z biogorivi, ki so odvisna od palminovega olja. Že Siemens in Porsche sta začela graditi tovarno, ki bo proizvedla približno 3,5 milijona sodčkov e-goriva do leta 2026. To gorivo je popolnoma ogljično nevtralno v fazi pridobivanja in v fazi porabljanja oziroma izgorevanja. Načrt Evropske unije je, da bi se na evropskih cestah do konca tega desetletja vozilo 30 milijon električnih vozil, kar posledično pomeni gradnjo nove infrastrukture, starejša vozila z motorjem na notranje izgorevanje pa bi pristala na odpadu. Glede na onesnaževanje in škodljivost okolju pri izdelavi enega samega električnega vozila, se zdi, da to ni zelo optimalen načrt. E-goriva dopuščajo tudi, da bi vozila na notranje izgorevanje ostala v uporabi. Bila pa bi zelo čista. Menimo, da ta tehnologija še sicer ni v razvoju, vendar mislimo, da so ti avtomobili boljši od električnih.
Možnost je, da avto proizvaja električno energijo s pomočjo kemijske reakcije vodika in zraka. Pri tem kemijskem postopku nastane samo voda. Pomeni, da bi vozilo z vodikom napolnili v približno 3 minutah in povečal bi se doseg avtomobila. Približno toliko kot bencinsko vozilo. Možnost je, da vodik izgoreva v motorju z notranjim izgorevanjem, vendar bi morali obstoječa vozila nadgraditi z drugačnim sistemom za vbrizgavanje, drugačnimi vžigalnimi svečkami in drugačnim rezervoarjem za gorivo, saj je vodik pod veliko večjim tlakom. Stranski produkt bi bila voda, ki bi iztekala iz izpušne cevi. Vozila bi bila enako zahtevna za servisiranje kot navadna vozila z motorjem z notranjim izgorevanjem. Oba načina sta še v razvoju. Smo pa mnenja, da bi EU dolgoročno morala začeti investirati v razvoj teh motorjev za zmanjšanje izpustov, onesnaževanje okolja in potrebe po bencinu. Najlepša hvala Strojni šoli Ptuj in tebi, Jon, za predstavitev vašega predloga. In gremo še na naš zadnji današnji predlog, ki prihaja iz Elektro- in računalniške šole Velenje, iz šolskega centra Velenje. Predstavila pa ga bosta Urban in Blaž. Izvolite. En lep pozdrav še iz moje strani, se me sliši? Sliši. Ok, torej midva bomo danes predstavila energetske vire prihodnosti na temo TEŠ-a. Torej v Sloveniji imamo velike težave z proizvodnjo tako imenovane zelene električne energije, saj termoelektrarna v Šoštanju proizvaja tovrstno energijo z izrabo fosilnega goriva, ter posledično v ozračje kljub moderni čistilni napravi oddaja še vedno preveč emisij, kot bi bilo priporočljivo za ekoproizvodnjo, zaradi česar jo tudi nameravajo zapreti. Tako bomo morali v prihodnje nadomestiti okoli 1/3 električne energije v Sloveniji z drugimi viri, da ne omenjamo izgube delovnih mest, ki bi jih prav tako morali nadomestiti. Ena od najpogosteje omenjenih rešitev je izgradnja dodatne jedrske elektrarne v Krškem, kar se nam ne zdi smiselno, saj bi tako prešli iz fosilne proizvodnje električne energije na sicer bolj trajnostno, nikakor pa ne na obnovljivo energijo. Res je, da pri proizvodnji elektrike z jedrsko energijo ni škodljivih emisij v ozračje kot v primeru TEŠ-a, vendar pa vseeno obstaja veliko tveganje za okolje in človeštvo nasploh, ne samo ob nastanku okvar, temveč tudi zaradi skladiščenja odpadnih produktov, še posebej razpolovne dobe radioaktivnih snovi. Ravno zaradi te nevarnosti se je na primer Nemčija odločila zapreti vse nuklearke. Predlogi rešitve so, da bi v TEŠ imeli proizvodnjo energije s kurjenjem plina, saj bi bilo to čisteje od premoga, čeprav še vedno ni dovolj zeleno. Naš predlog je tudi, da je vredno razmisliti o prestrukturiranju TEŠ-a v sežigalnico odpadkov, na primer po zgledu dunajske sežigalnice. S tem bi omogočili lokalno oskrbo s toplotno energijo ter hkrati proizvodnjo električne energije, ki bi bila sicer v precej manjšem obsegu, kot je sedaj. Za preostalo nadomestitev električne energije predlagamo izgradnjo vetrnih elektrarn in različnih fotovoltaičnih objektov, tudi parkov. Najlepša hvala, Urban. Predvidevam, da je to konec predstavitve. Ja. Hvala za vaše predloge. Ti pa grejo torej v drugo smer, morda, kot smo poslušali prej, torej proti jedrskim elektrarnam. Tako da to je bil naš tretji sklop predlogov in evropski poslanec, gospod Bogovič, vam predajam besedo za še zadnji komentar. Ja, če bi kar po vrsti zdaj uvedba vodika namesto električnega avtomobila. Vodik je bil tudi v obeh primerih. Zdaj, za proizvodnjo vodika rabimo električno energijo in pri teh virih ima vodik, predvsem se ga računa na vodik, da odpravi ta problem, kako imeti dovolj močne baterije, recimo v tovornjakih, kjer enostavno bi bila baterija prevelika, pretežka in zato se stavi, da bi bil vodik tisti, ki bi poganjal in bi se v veliki meri uporabljal v tovornem prometu.
Pri avtobusih, na primer na letališčih, imate enostavne rešitve z električnimi avtobusi, pri nekih linijskih je že večja težava, koliko lahko pride električni avtobus poštev, ampak in se tudi tam računa na vodik, in pa na vodik tudi pri ladijskem in letalskem prometu. Je še kar nekaj izzivov, tekoči, utekočinjen, varnost, vendar pa, kot sem že rekel, Evropska unija zelo stavi tudi recimo na mnogo vetrnih polj, ne vem, tudi offshore, se pravi na morju, in pretvorbo električne energije v vodik blizu proizvodnje električne energije in tam tudi potem izkoristek, ali pa potem od tam se naprej porabi vodik. Podobne so ideje tudi pri jedrski energiji, da bi recimo takrat, ko je manjša poraba energije preko noči ali podobno, lahko del te pasovne energije se uporablja tudi pri proizvodnji vodika, ali pa če hočete pri, ne vem, ogrevanjih mest. Poznamo, da se v Helsinkih 100 km daleč pelje energija, toplota, se pravi ta energija pri tej proizvodnji tudi za ogrevanje mest, tako da gre za več teh možnosti. Kot je bilo lepo nakazano strani Urpa, je to v raziskave, inovacije, v boljše izkoristke, še ogromno stvari, se ogromno dela na tem, stavi na to in tu se pričakuje še številne nove rešitve. Sam je izpostavil tudi to vlogo posameznika v oskrbi z električno energijo, se pravi ta privatna proizvodnja. Vidimo pri nas že zdaj te primere s soncem, kjer se zelo uspešno uvajajo te elektrarne, ki se vključujejo v omrežje in imaš potem zase bistveno cenejšo električno energijo. Znani so primeri od zunaj, od raznih zadrug, kjer so skupaj ustanovitelji zadruge, ki gradi vetrne elektrarne, tudi marsikdaj energetska podjetja pridejo v kraj tako, da ponudijo en delež v teh elektrarnah in ljudje v bistvu dajo tudi naložbe v neko vetrno elektrarno blizu svojega doma, ima nekaj koristi od tega in je tudi lažje doseči to družbeno sprejemljivo. Se pravi, ta aktivni odjemalec, ki je ta nova vloga posameznika, je nekaj, kar bo zagotovo tudi zelo se razvijalo v prihodnje. Plimo smo omenili, odpadna olja, ja, tudi tu je pri teh virih, teh e-goriv, kjer ne govorimo več o tem, da se uporablja preveč ta osnovni material, kot je bil recimo pri elektriki včasih ta koruza, da smo zelo v bioplinarnah, ampak gre za nove vire energije, je ena od velikih možnosti. Tu so bila omenjena podjetja, ki so povezane z Nizozemsko in dejansko je ta Nizozemska en tak hub v tej bio-based zgodbi, se pravi, kako naravne materiale spremeniti v materiale, bodisi energijo, nove materiale, ki v bistvu nadomeščajo fosilne materiale, fosilna goriva. Ogromno delajo na tem Skandinavci, kot države, ki imajo največ gozda, Finska, Švedska, in tu je tudi pri obravnavi teh predlogov zelo veliko pozornosti temu, da gozd ne bo samo tretiran kot naravni habitat, ki lahko naredi tak ponor ogljika, ampak da je tudi z smiselno energetsko rabo tudi nov vir novih materialov in hkrati na gospodarstvu omogoči kmetijam ali pa lastnikom gozdov, da imajo tudi koristi od tega. Še enkrat več je bil strani Lijana izpostavljen ta life cycle, se pravi življenjski ciklus, kar je zelo pomembna zadeva pri obravnavi tudi elektromobilnosti, da imamo v vidu življenjski ciklus. Zagotovo je nabava, ne vem, električnega avtomobila, potem pa, da to storiš na Poljskem, kjer imaš 80% elektrike iz premoga, neka, bi rekel, z okoljskega vidika zelo mimo udarjena investicija in je tudi že sam neizkoriščen ali pa neuporabljen avto, treba vedeti, koliko recimo že naredimo izpustov s tem, da izdelamo avto, ne samo potem skozi življenjski ciklus, pa še, ne vem,
obdelava baterij na koncu kot eno vprašanje. To je ena stvar, ki kaže na ta celovit, celosten pristop. Pri vodiku, kot sem že rekel, izkoristek vodika, cena, to še je vedno pod vprašanjem, vendar pa razvoj gre v to smer. Kolegi iz drugega energetskega bazena sam sem bil tudi poslanec v parlamentu in je bilo večkrat ugotovljeno, da imamo Posavci in pa Šaleki, da poenostavim, včasih malce drugačne poglede pri jedrski elektrarni ali pa pri samih virih. Tako da v teh vaših razmišljanjih zagotovo je zdaj TEŠ in pa proizvodnja elektrike iz lignita, kjer imamo, ne vem, 800-900 gramov CO2 na kilovatno uro, nekaj, kar bo slejko prešlo iz tržišča, bodisi predvsem zaradi okoljskega pritiska, v zadnjem času pa je vedno bolj tudi pritisk teh emisijskih kuponov, ki delajo to energijo drago. Tako da tu je ta prehod iz premogovniških regij, tudi v okviru evropskega proračuna je ta tako imenovan Just Transition Fund, ki pomaga tem regijam. V Sloveniji imamo za Šaleško dolino in pa za Zasavje možnost koriščenja sredstev tudi za nove prezaposlitve, nove izzive v gospodarstvu, tako da to mislim, da je nekaj, kar moramo ti dve regiji tudi izkoristiti. So pa ti razmisleki o plinski industriji, plinskih agregatih, ki so lahko rezervni oziroma omogočajo ta prihod, nekaj, kar je v Velenju zagotovo ena od alternativ. Prav tako mislim, da bi bilo prav, da bi imela Slovenija eno sežigalnico z takšnimi okoljskimi parametri, kot jo ima ta Dunajska, in da je mesto tudi za to in da so to zelo primerne lokacije za ta del. In še enkrat več poudarek obnovljivih virov, kot sta veter in sonce, s čimer smo se danes tudi skozi to razpravo dobro uro vsi, tudi večinoma strinjali. Toliko z moje strani. Najlepša hvala, gospod Bogovič, za komentar oziroma za vse današnje komentarje. Mi smo prišli čez vaše predloge, dijaki, in najlepša hvala vsem, da ste jih pripravili, tistim, ki ste danes predstavljali, in tudi tistim, ki ste nam jih poslali, pa niste predstavljali. Kot rečeno, jih bomo poslali evropskemu poslancu v pregled, tako da ne bodo ostali samo na papirju. In res gre za en odličen premislek mladih na področju energetskih virov prihodnosti in pohvale od vseh nas, ki tole organiziramo in sodelujemo, da ste aktivni državljani, da razmišljate o rešitvah na aktualne probleme in tako prispevate k boljši prihodnosti. Tako da res hvala vsem.